Kot da bi se narava namerno poigrala z organizatorji Zlate lisice. V četrtek je na snežnem stadionu prevladovala še zelena, od petka naprej pa že bela barva. Škoda samo, da res mogoče ni bilo en teden prej. Običajno sneg pade takrat, ko je lisica mimo. Žal. Pobeljeni snežni stadion zaenkrat dopušča predvsem otroške zimske radosti, a nizke temperature v naslednjih dneh bodo dopuščale tudi pripravo umetnega snega ter s tem pripravo prave smučarske proge, a za letošnjo Zlato lisico prepozno. Danes nas mnogi Mariborčani sprašujejo, sneg je, mrzlo je, zakaj ne v Mariboru, saj je samo en dan razlike med odločitvijo za Kranjsko Goro in ne. A pravila Mednarodne smučarske zveze takšnih nenadnih sprememb ne omogočajo. Zaradi selitve bo izkupiček Zlate lisice manjši kot lani, ko je smučarskemu klubu Branik v blagajni ostalo 100 000 evrov. Predstavlja to tudi veliki spad dohodka za samo Pohorje, ne? Velika škoda je to za Pohorje, za Maribor. Vsi hoteli ob smučišču bi bili namreč 100% zasedeni. Tudi druge kapacitete po Mariboru bi bile po vsej verjetnosti zelo dobro zasedene, ne? Tako da je en izpad dejansko za celo regijo. Tako so trenutno prenočitvene kapacitete po Mariboru zasedene le 10%. Na srečo se zaradi snežne odeje zdaj hoteli vendarle zapolnjujejo, a v turističnem smislu bo izpad težko nadoknaditi. To je problem, z njim smo vsi seznanjeni in se ga zavedamo in seveda iščemo rešitve, kako naprej. Kljub upanju, da bi bodoče zime dopuščale smučarski turizem v polni meri, pa Mariborčani vse bolj razvijajo tudi turizem na zelenem Pohorju.